Vladimir Silić, blejec in avtor, več kot 2 desetletji je sistematično zbiral in zapisoval, kar je predstavljalo našo kulturno dediščino in z na tisoče zbranimi fotografijami različnih vrat, cerkev, kosovcev, ledinskih imen, zgodb in popotniških poti izdal 7 za kulturno in lokalno dediščino pomembnih knjig, vodnikov in knjižic. Gospod Vladimir, hvala, da ste si vzeli čas za tale pogovor danes z nami. Tukaj za mizo imamo pa že veliko čudovitih del, kar 6 jih je. V letu 2011 ste izdali 2 pomembni knjigi za našo kulturno dediščino. Kako se je vse skupaj sploh začelo? Ja, zdaj je ena od teh 2 so Rezlana vrata na Slovenskem. Od začetka pravzaprav nisem imel namen to zbirati knjige, ampak jaz sem takrat šel v pokoj in sem rekel, da bom okrog hodil po Sloveniji pa malo se ogledoval, ker do takrat ni bilo možno tako si časa vzeti, so bile druge obveznice. Pa sem pa rekel, bom šel vsako vas, pa sem pa vzel tisti povzetek z ene knjige, 9000 vasi, sem rekel, to pa ne bo šlo. Pa sem se pa spomnil, pa sem rekel, pa tudi, kaj bi vsako vas delal, bom tam napisal številka 1, pa to zadnje. Pa sem se pa odločil, da to sem pa že prej na Lipo sem bil jaz zaposlen, in jaz sem strojnik, nisem bil direktor v tovarni Filbo. To drugi so bili pa vsi lesarji, to druge 4 tovarne so pa lesarske, so Boken, Bled, Mojstrina pa Podmerte, so bili pa lesarji in potem sem skozi te razvojnike poslušal okrog vrat, razvoj vrat, razvoj tako, ker take tablice, une tablice, pa sem pa rekel, kot direktorju, generalnemu bajto, sem rekel, dajte tvojim razvojnikom fotoaparat, skupaj jih malo pošli, pa bojo nekaj starega posneli, malo posodobili, da bi morbiti naredili kakšen razvoj na vrat, bi bil malo izveden iz preteklosti. No pa seveda tam, jaz sem bil strojnik, me noben ni resen imel. Pa sem pa šel v pokoj, sem pa rekel, pa jaz to delal, pa sem se pa za to odločil. Pa sem pa začel hoditi tudi vasi do vasi. Vidva sva pa voziti, da žena sva prehodila že takrat do tega leta preko 1600 vasi, pa prehodila, pa prevozila, pa poiskala, ker vse te vrata, ni nobene informacije, kje se nahajajo, se treba iti pa pogledati so, pa če so, pa zapisati. Pa so pa tako, kar dosti sistematično hodila, začela so od Gorenjske dole, pa zmeri dol, so vsak vas pogledala, tiste vrata, ki so nama bile všeč, so take pač, da si jih izprečal slikati, so jih poslikala, so zapisala vse podatke, tako kot je zdaj noter v knjig tudi, kdaj je bila slikana, kdaj so bile vrata narejene, če je bila letnica gor, portal zraven pa še seveda, jaz samo dorad govorim, portal je bih tako pomemben, brez portala ni zapiranje. No in smo pa to slikala pa zapisvala, pa hodila od vasi do vasi, koliko je Krušnarje, ta so pa zgubljena, da niso več nazaj znala skoraj. No in na koncu si tega nabral kar celo reč, približno 500 je bilo tudi takrat fotografije, zdaj nekaj so tudi podvojene, ne morem zdaj točno reči, koliko je bilo blizu vrat, ampak pa sem pa začel razmišljati, da pač v mojih predalah tale nima nobene te prave funkcije, pa sem se odločil, da bom naredil knjigo. Pa sem takrat iskal kontakt z moj. Nima nobene te prave funkcije, pa sem se odločil, da bom
naredil eno knjigo. Ne. Pa takrat sem iskal kontakt z arhitektom, predavateljem na fakultete. S tem smo delali 2 leti, pa nič nismo naredili. Na koncu sem pol pustil, sem rekel, nima smisla, da smo sam ravnali. Sem pa posortiral vrata, kmečke, cerkvene, ne, da so bile razdeljene, tako kot je on hotel, pa je on hotel, da jih posortiram po arhitekturnih regijah, ne samo drugačne, kot pa tele. Nisem to naredil, pa so pa zmenili, da bo knjigo naredila, pa nič tekst, nič več ni hotel slišati. Pa sem pa rekel, pa hvala, sem šel na Slovenski etnografski muzej. Pa sem se pa z njim zmenil, ne, pa tam kaj dobro ratov, ne, so dali meni za sodelavko v tem projektu, sem dal na magister Polono Sketlovo, je naredila en del teksta od vrata, ne, bolj strokovno poglobljeno, kaj posamezne stvari pomenijo. Pa sem še jaz svoj tekst dal, ne, pa tako je bilo vse pripravljeno za knjigo. In je bila leta 11 izdana. Imeli smo kar eno fajn predstavitev gor na gradu v Viteški dvorani. Ampak bi bilo pa kar draga, ne. V kolikšnem času ste pa potem v bistvu uspeli od tega zbiranja in pohajkovanja z vašo ženo pa do izida knjige? Ja, 10 let. 10 let. In v zadnjih 8? Pravzaprav še malo več, ne, 12. Ta prve fotografije so bile narejene 1998, 97, ko sem šel v pokoj. Od tistih 10 let so slikala, pogledala, pa iskala kontakte, ne. To da je bilo, ja, 12, pa 13 let, ne. V zadnjih 8 letih vam je uspelo v bistvu izdati še 5 drugih knjig, ne? Ja, pa je ta druga knjiga, Kače za Sameljce in ljudi Nebeske kotline, tista je pa, bi rekel, meni nadušližala ta tema že dolg časa, ne. Prvič sem bil zmeraj zainteresiran, kaj so sprehajalne poti, kaj so Sameljci, kako so urejene, ne. Drugič so me skozi zanimale ledinske imena in ledinske imena sem imel nekako, kar se teh vasi tiče tle, južno od Bleda, sem jih imel kar neko pošlihtane. Sem jih večkrat malo zabeležil, ne. Pa sem se pa odločil, ta koncept knjige, tako kot zdaj je, ne. So opisi vseh vasi, so opisi vseh osamelcev, so opisi sprehajalnih poti, ki so možne, ne. Pa so zapisane imena, ledinske imena, ne. Pa še druge imena tudi, ne, recimo, kako se vaščani tudi med sabo pogovarjajo, ne. Imaš vas razdeljeno, recimo, če vzamejo, ko je zdaj tle selo, ki gleda, ne, je vas razdeljena na 2 glavna dela, ne. Eden je vas, smo kar reče vas, ne, te drugi pa log. To je pa tisti dol, ki se gre proti Savi, ne. Včasih je bila to prav svoja vas, ampak po je to prišlo do tega, da je to tudi delo vasi, po so pa še take, ne. Pravijo, tam sta zgornja vasarji in so pa ogarji, ne. Že ime svoje imena, ne, so pa tudi take imena zapisane noter. Po je pa še tisti konc vasi, ki je gor proti Dobrgore, v Strmini, je pa v Rebru, ne. Je tudi na konc vasi v Rebr. Zdaj tako recimo v Zasipu, v Rebr je tudi v Zasip, pa še mrskje na Beli, in se deli tudi na Bohinc Beli. In so še po take imena zapisane. Ne moreš reči, da so bili ledinski, ampak jih ljudje uporabljajo za sebe, za dele vasi, pa recimo tudi za mlake, pa za izvire, študence, ne. Ker je bil takih imen, sem pa vse zapisal, ne.
In so pa noter so pa zdaj te imena so pa noter zabeležene tako, kam so, kjer vasi sodijo, ne. To se pravi, so razvrščene po vasi, ne. Vsaka vas ima svojo okoliščino, tistem okolišu ima popisane svoje imena, ne. In ko je bila ta knjiga išla, ne, malo sem pohitil, ker mi pri teh ljudinskih imenah mi je velikokrat tudi mama kaj svetovala, pa je pa takrat je bila že zelo bolna in še ta let je umrla. Sem rekel, da pridem bom umrla, da bom še tole knjigo spravil skozi, ne. Pa sem ga, ne, tako da jo je dočekala, ne. Je bilo pa nekaj, ko je ona mi tudi prispevala, je tudi vedela velike imena, ne. No in potem v ta opredelitev, da te imena sodijo v to vas, sicer je bila dobra, ne, so bile tudi hišne imena zapisane noter, ne. Hišne imena sem pa zapisal v pogledu v večjih izvedbah, ne. Sem še zdaj pogledal noter en vas. To so ljudinska imena, ne. Recimo so ljudinska imena na polintravnikov, pa so ljudinska imena recimo za gmajno, to je za pašnike, pa so imena voda, ne, če so bile tudi, ne. Pa imena rovtov, ne, pa tako da so recimo ta imena zapisana v vseh teh variantah, ne. Da ni glih samo en ime, ampak takrat se mi pa je začel zdeti to, ne, da so opredelitve, da to paše k tej vasi, da je to malo premalo natančno, sem pa še atlas, sem se podločil, da še atlas naredil in sem potem lokacije, ne, ko sem bil na starih zemljevidih vojaških, ta prvi zapis narejen, sem potem z teh prinesel na tole ortofotoposnetek. To so na Agenciji Republike Slovenije dovolili uporabljati ta DOF. DOF 11 je bil, da sem ga razrezal na 8, no to meni, da sem ga dol delala na firma, ki se s tem ukvarja, ne, so razrezali vso občino na 81 strani, pa so pa meni omogočili, ne, da sem z računalnikom, da sem to vnesel v računalnik, pa sem v računalniku potem tole vpisoval. In je nastal atlas. Nadaljevanje od atlasa je bil pa tista malo vodnička, ne. Tismo sem pa hotel narediti samo ponudbo, bi imeli turisti, ti ponuješ recimo 21 možnosti, ki jih Bled ponuja za sprehode, ne. To je bilo pa je ta. Zdaj sem prišla do... Potem je pa napočil čas za Selo in Seljani. Prvi del in drugi del. Ja, bolj poglobljeno, mogoče tudi majčkeno zgodovinsko, kulturološko. Na kakšen način ste se lotili? Zdaj Selo je pa moja rodna vas, ne. In Selo sem marsikaj vedel, marsikaj slišal. Razmišljal sem, da bi se mogoče dal nekaj narediti, ne. Ko sem začel, niti nisem vedel, kako bi to izgledal, no pa je pa na koncu je pa dozoril koncept, da je ta prvi del, takrat sem mislil, da bo vse v eno knjigo šlo, da je ta prvi del, so predstavljene hiše, so tudi vse hiše so pofotografirane, vsi skrbnjavci hleve, vse, če ni v prvi knjigi, pa v drugi. V prvi knjigi sem se pa potem sredotočil na prednike, ne. To se pravi, ne tako, da bi delal drevo
za celo zvrsto, ampak tiste družine, ki živela v tej hiši, ne. In zdaj, recimo, trenutno živi, recimo, ta družina, ki zdaj je aktualna, zdaj, ne, pred njo so bile pa 1, 2, 3, 4, včasih 5, mogoče kje tudi 6, ne. Ker pa je rata komplicirano, ne, zdaj, če za enega delaš, je to malo lažje, ne, če pa delaš za celo vas, je pa to Kar zalogaj. Prehuda, ne, pa tudi če zdaj gledamo, ne, so tele drevesa, ne, rodovniki, ne. Takole zdaj vsaka družina ima tukaj velik tale, kakor je bila velika družina. Recimo ta prvi rod je bil takole velik, ta drugi rod je bilo toliko več otrok, ne. Pa je celo stran obsegal, pa je tretji rod, pa tako naprej četrti, ne. In se nabere, ne. Zdaj, ko sem enkrat celih rodovnikov se to ne je kar veliko časa šlo. Zdaj, tle na Farežu, ne, pa na upravni enoti, ne, na matičnem uradu, dobiš podatke samo za 100 let nazaj, ne. Ker tle se pa po 5. rodovu pride že na 1750, pa še kakšen čez 750, ne vem, če kakšen. In kje ste potem črpali te In informacije? te podatke pa imajo pa samo Nadškofijski arhiv v Ljubljani, ne. Zdaj, če bi hotel toliko podatkov, koliko sem jih jaz dobil za vse tele, ne bi mogel anleč hoditi Nadškofijski arhiv, ampak jaz sem se vlajšal zadevo tako, da sem vzel fotoaparat s sabo pa ženo. Žena so se zmenila, kjer knjige bo naročila, so poročne, so rojstne, so knjige smrti, pa status animalom, so vzela knjige, pa je pa ona posod, ki je bil zapisan, da je celo, je mogla dati listek noter, ne, to moraš zaradi tega narediti, drugače te napstejo fotografirati, napstejo poslikati cele knjige. In moraš označiti, kjer strani boš slikal, označili so se tiste stranice, ki bi kdorkoli odcela, ne. Ko sem naredil, sem šel samo 3-krat dol, sem naredil 560 posnetkov, na vsakem posnetku je bilo približno 20 podatkov, 20 družin, ne. Pa je bilo pa treba zbrati ven selane, pa te selane spet spraviti v kjero družino, ki še so za kjer rote, ne. Tako da sem pa na ta način pospešil delo in je ratal vse, kar je bilo potrebno za to ta prvo knjigo. Zdaj pa, da bi samo te rodovniki, bi bilo zelo malo hecno. Sem pa poleg hiš in rodovnikov sem dal pa, recimo, če se imel še družinsko fotografijo, da je bilo posod je bilo še nekaj poslikano od hiše, pa od te družine, ne, to se pravi, da je bilo recimo v kup to, ker so od te družine bil kup. Več prav veliko slik, fotografij nisem tle pustil noter, ker sem računal, da pa v glavne fotografije bojo pa v drugem delu, ne. Drugi del se je pa začel odvijati v to smer, da sem pa, če sem tle predstavljal življenje družin, sem tam predstavljal življenje vasi. In so bili tematsko so bile zbrane slike, recimo za področje kmetijstva. Področje kmetijstva sem prikazal od nekdaj do zdaj, ne. Recimo, kako sem si zamislil tako, ne, da te najbolj star hlev poslikaš, pa te najbolj modernega zdaj, pa vse vne vmes, ne, ker je bil sprememba, ne. Tam je prišel do tega, da so bile prikazane kmetije skozi hleve, pa skozi molžo, a ne.
ki od začetka so bili še te leseni, jasno, pa so bili drugačni, pa so bili te mlekovode za molzne stroje, ne. Te najbolj moderni pa zdaj, ne, imajo pa robota, ne, ki poznate, ne, robot, ki pomoč za 70 krav na dan, ne, 3-krat vsako pa, ne, prideš do te faze. To je ena predstavitev kmetijstva, druga predstavitev kmetijstva pa skozi prevozna sredstva, ne. V začetku ta najbolj star prevozno sredstvo je bil lojtrnik, ne, pa poje se je pa lojtrnik razvil, so imeli po enem mestu lojtra, so imeli delo, so imeli gume kolesa, so bili opremljeni, so več to kropotali, ne. Vlekel je si v pleh vol pa konja, ne, pa nazadnje pa že tak voz tudi traktorju peljal, ali pa je traktor že dobil prikolico pa prišel do tega, da se pa prevozna sredstva konjev ni bilo več, ne, pa volov ni bilo več in so prevladali traktorji. Traktorji so bili pa tudi zmeraj bolj modernizirani, pa zmeraj več opravil je delo, tako da so pol prikazali noter, kako se kosi s traktorjem, kako se recimo pobira, pokošena, pa kako se vozi v silose, pa tam, ko se silos polni. In je spet prišlo do tega, ne, da so bili skozi te prevozne sredstva prikazani spet novije razvoja kmetijstva. In zato je tudi v bistvu naslov te knjige oziroma podnaslov Odkud prihajamo in kam gremo. Ja, odkud prihajamo in so rodovniki, ne. Kam gremo je pa povedano na koncu, ne. Še prej moram povedati, da je tole, ne, da je ta druga knjiga, sem rekel, tematsko, da smo dve stvari obdelava, da hitro veliko poje, ne. So še dejavnosti, so bile naselje. Je bil smen, ne, so bili gasilci, gasilske veselice, pa so bili folklora, plesalci, pa so bili kultura, so bili kulturno društvo, je bilo veliko selanov, kulturno društvo Rudi Jedretič v Ribnem, je bila dejavnost, so se ukvarjali z igralstvom, pa so bili športniki, smo bili športniki, pa so bili planinci, planinarji, od starega doba, a ne, do zdaj. Pa je nekaj, no, tako skozi vse te dejavnosti, da jih zdaj ne naštevam, vse dejavnosti, ki so se na sebi dogajale, so bile pobrane fotografije, pa prikazane kot en poglavje, ena dejavnost te vasi, ne. Na koncu so bili pa še nekaj od partizanov, od spomenikov, ne, tako da je prišlo do konca, ne, pa na koncu pa kam gremo, se pa šele pokaže na ta zadnji strani, ne. Tukaj so Britofi, tukaj so pa Grmade, tukaj pa Furno. Pa sem pa še to napisal, ne. Kjer so zdaj oni, bomo tudi mi, a ne, to. To je tako stara. Pa še ena taka misel se mi je otrnila, pa zdaj ne vem, kje je. A ja, tale je, ni vam treba v kup grabiti, sem se da brez denarja briti. Evo, pa je konec, ne. Zelo močno sporočilo. Ampak sporočila se kar nadaljujejo. Zdaj najnovejša. Ja, zdaj so pa tisti unga vodnika po pohodnih poteh. Dalje pa pojeratova tako spontano, ne, ker sem se zmeraj, smo hišne imena popisovali, pa to smo se odločili, da bomo popisovali v narečjih, ne, da bomo tablice dali gor v narečju, to smo sodelovali z Ragorjem, ne. Ragor je dobil sredstva z Evropske unije,
da se to naredi. Jaz sem pa že popisan njemu, takrat vse vasi, pa cel Bled, malenkost mi je še manjko. Poj pa nekoliko so zvedeli zame, pa smo pa sodelovali. No in takrat bi začel pa zmeraj bolj nareče mikati. Enkrat sem te zgodbe napisal v muzejske razglede nekaj, pa so ljudje rekli, da zelo težko berejo, da zelo težko razumejo. Sem pa začel razmišljati, če bi naredil oboje, ne. Da te prvo po knjižni verziji prebere, pa lahko še vknjiženo, še v narečenje. Zdaj pa, ker mu narečenje dela težav, verjeten, je bolj pristno, če bere v narečju, ne. So take izraze, te izraze postavijo v tisti čas nazaj, ne. Če pa preberete prvo poknjiženo, pa se pa še z narečjem ukvarja, pa mu je pa tudi že lažje, ne, ker pa že vsebino pozna. Tako da sem se pa odločil, da v obeh variantah to napišem. Pa sem se odločil še, da bo ilustrirano, ne. Zdaj pri ilustracijah je bo tako, tole črno-bele ilustracije dela moja sestra. To so tele. Hkrati so pa te ilustracije tudi pomenile, da se mora biti kakšna taka zadeva, ki se pozablja, kakor je recimo tale vožnja, ne, izdelavce, kako so pozimi izdelavce dol vozili, to so bile takole, ne. In za vsako zgodbo je prikazana recimo ena taka slika, ne, nekako predstavlja tisti dogodek, ki je najbolj važen dogodek od tega, ne, recimo tle so se za tole skledosti, pa se jo razstrlo na razen, kjer so bili še vsi račun, pa bi še radi jedli, ne. Poj tle in tako je bil v nedeljah, ne, voča imeti svojo orango, ne. Tle še enkrat en tak furman. No, poj recimo pri teh furmanah je zanimiv še brez pajka polete, ne. Pa brez pajka ni mogel živeti, ne. No, poj čisto na začetku še tam voča opisam. Ta voča je pa v bistvu karakteristična oseba časa, ne. Takrat je bil, v tem času je bil patriarhat močan, ne. Ženske so bile največkrat v zelo podrejenem položaju, ne. Kar se dela tiče, kar se prostega časa tiče, kar se tiče delati so mogli fest odločiti pa nič, ne. In tale sosedov oča, ne, je nekako prikazan kot simbol tega patriarhata, ne. Z vsem njegovim navadam, ki jih imel, ni rečen, da je tak sploh bil, ne. Ampak je ta zbral na te zgodbe, zbral na sebe vse te tipične karakteristike, ki so takrat dogajali. Kdo pa je poskrbel za te barvite ilustracije? Ja, zdaj, še to nisem do konca povedal, ne, te druge ilustracije je pa naredila Anja Bunderle, ona je pa akademsko izražena, ne, in je naredila tega v barvah, ne. A veste, zanima me, od kje pa vi osebno črpate to motivacijo in inspiracijo za ustvarjanje na tak način? A za to knjigo? Lahko tudi kar... Ja, za to knjigo bom tako, ne. Veliko tega, čeprav zgodbe nisem bili, zgodbe sem jih slišal, so par stavkov, ne, pa se zaključil. In te zgodbe, ne čisto vse, ampak veliko teh sem slišal od mame, ne. Nekaj pa tudi drugje. In
motiv je bil ena stara dogodivščina v enem drugem času, ne? Pa ta motiv razgrajuješ, pa ga opisuješ, moraš pa tisti čas imeti. Prvič ga moraš poznati, kako si takrat funkcioniral, ne? Da pa sploh kako zgodbo napišeš, ne? Pa moraš pa zgodbo napisati tako, da so do tisti čas, ne? Da je kolikor toliko s tistim časom povezana tudi, da je bil res življenje tak, kakor ga pa opisuješ. A ne? Je pa na koncu koncev še zmeraj velika večina je pa stvar fantazije. A ne? Si pa zamisliš, kako veš, da je to res bilo in kako si to razvil, da je zratala cela zgodba, ne? To moraš pa zmisliti, ne? To besedno. Je bilo težko? Ja, ni bilo težko, ne. Če bi zdaj delal, bi morda še kakšno malo razširil, ne. Ker potem ti pride na misel, da bi lahko še kaj več pisal, ne. Še kaj več vpogleda dal v tisti čas, ne. Ampak neki konca, ne. Kad se moraš odločiti, pa na ta danes glih, bi rekel, čisto vseh. Sem pa gledal tako, ne, da bi se v teh zgodbah, če je le mogoče, ohranil jezik, tiste poseben način komuniciranja, ne, očev pa jamranje ženske, ne, pa to. In sem bil zadnjič prav presenečen, sta prišla na obisk dva žlahtnika iz Zasipa in je rekel, hočem reči. Pa lej ga, že nisem slišal tega, da bi se zdaj uporabljal, ampak oče so pa to uporabljali, ne. On je rekel, ne, ki je hodil na redu, ga je vprašal, koliko sem dolžan, je rekel, hočem reči, nekaj glizate, hočem reči, 20 nekaj glizate. To je tako zablefiral, da zato, da se ni vedel, da je tako drago. Tako, gospod Vladimir, hvala, da ste si vzeli čas za tale pogovor z nami, da ste nam predstavili svoje zadnjih 15-20 let življenjskega dela. Želimo vam pa tudi veliko uspeha pri naslednjih. Hvala za povabilo. In ste bili prav, kako bi rekel, zelo prizadevni. Nisem pričakoval, da bo tako sistematsko, natančno. Do zdaj tako natančnega razgovora nisem še z nobenim opravil. Ampak nekaj pa že.